Jaz bi na kratko predstavil našo ponovno zahtevo za izredno sejo odbora za infrastrukturo glede investicije drugega tira in bom na kratko to predstavil, zakaj smo se zopet to odločili. In sicer gre za dokaj nenavaden postopek in pristop k tej investiciji, to je izgradnja drugega tira. Jaz moram reči, da od začetka nisem prav razumel tega pristopa, ampak ko pa se človek malo sede in naredi, bi rekel, predvsem to navzkrižno matematiko in dodobra dojame ta postopek ustanovitev družbe, potem zakonsko podlago v nadaljevanju določitev vrednosti, potem pa se zelo jasno in zelo nadaleč vidi, da gre dejansko za en prav dobro pripravljen projekt, ki daje veliko možnost finančnih manipulacij na tem projektu. Čisto na kratko o samem postopku. Dokaj nenavadna ustanovitev družbe, prav posebne družbe, ne glede na to, da je v državni lasti, kajti investicijo bi lahko vodila tako državni DRI ali Slovenske železnice. In kar je pa posledica tega, je pa potem še v nadaljevanju zakon, ki daje tej družbi izjemno velika pooblastila in to družbo popolnoma razbremeni kakršnihkoli odgovornosti z naslova izgradnje te investicije. Posebej nenavadno, to je seveda popolni unikum, da investicijsko vrednost ne določa gradbena tehnična dokumentacija, ampak investicijska vrednost enostavno določena kar z zakonom. In to v izjemno velikem razponu, glede na letno poplačilo investicije, ali je to letno poplačilo 30 ali 40 milijonov, je ta investicija od milijarde 350 do milijardo 800. To za en tir v enem tunelu. To je, kot prvo, gre za vrednost, ki ni osnovana na izvedbeni tehnični dokumentaciji. Potem je tu zelo nenavadno, da gre tu za nujni postopek, to se pravi za hitenje sprejema tega zakona, in se ni počakalo na PZI projekte. To so projekti za izvedbo, ki vsebujejo tudi popise del in bi bilo možno investicijo oceniti povsem realno in zelo natančno, če bi bila izdelana PZI tehnična dokumentacija. Tega, skratka, tu se ni želelo počakati, da bi bila ta dokumentacija dokončana, temveč se je šlo kar v sprejemanje tega zakona, ker se je določila ta vrednost. V nadaljevanju, kar je že tudi sam minister namignil in da kar bi bilo seveda racionalno je, da bi se v nadaljevanju šlo v spremembo gradbenega dovoljenja. Kar pomeni, da bi tudi servisni rov, to se pravi servisni spremljajoči tunel, ki gre vzporedno z tem tirom, da bi se tudi ta zgradil v polnem profilu in da daje v nadaljevanju tudi možnost dvotirne proge v tem delu. Seveda, vkolikor bo prišlo do spremembe gradbenega dovoljenja in do tudi te tehnične spremembe, bo investicija zopet narasla. To se pravi, ne bomo govorili v razponu od milijarde 350 do milijarde 800,
ampak bomo govorili, ne vem, o 2,5 milijardah ali celo več. To je nesprejemljivo. In potem seveda, jaz bi rekel, velike dvome o ocenjeni vrednosti z zakonom, je tudi, bi rekel, primerjava podobnih zgrajenih objektov v tujini, kjer ni vrednost, če vzamem ta veliko vrednost, pride za zakonom določena vrednost 67 milijonov po kilometru. To je vrednost, ki je absolutno pretirana. To je vrednost, ki je nazaj preračunana, če je vrednost 1,800. Če pa 1,350, je pa vrednost po kilometru okroglih 50 milijonov. Ne? Tako da sem korekten, povem obe skrajni meji ocene vrednosti, ki jih daje sam zakon. Izjava premierja gospoda Mira Cerarja na moje ustno vprašanje je podal odgovor, da je cena izgradnje kilometra 27 milijonov po kilometru. Jaz bi rekel, to je pa že tista realna cena, ki, bi rekel, tudi v strokovnih krogih že stoji, ne? Ampak razlika, ne? Od 27 milijonov po kilometru do 50 milijonov, v skupni vrednosti je pa zopet razlika preko 600 milijonov. Ne? Poglejte, mislim, tako se z investicijskimi vrednostmi ne moremo igrati. Če pa računam še, to je na najnižjo vrednost, je razlika 600 milijonov, nekaj čez 600 milijonov. Če pa primerjam na najvišjo vrednost, ne, na 1,800, je pa razlika milijarda. Mislim, to je pa, jaz bi rekel, prav unikum ali pa, da ne rečem skoraj norčevanje iz državnega denarja. Da se podajo informacije o ocenjeni investiciji dejansko za več kot za 100%. To so dejstva, matematika je povsem enostavna, zakon je jasen, vsak si lahko te moje navedbe preračuna povsem enostavno in seveda zelo velik, ali pa jaz bi rekel še nadaljnji manevrski prostor, pa pušča za višanje cene še sprememba gradbenega dovoljenja. Jaz verjamem, da tako koalicijski poslanci, niti premier Cerar, nima popolne informacije, ali pa jaz bi rekel, te dejansko natančne postavljene strategije pri tej investiciji, kajti koaliciji in premierju je ta investicija predstavljena kot neka nuja, da se ta investicija začne, da bo to veliko priznanje za koalicijo in da ne to čim prej speljejo ta postopek pričetka gradnje in da se gradnja začne in da s tem bo koalicija veliko pridobila in tako dalje. Jaz verjamem, da če bi se sam premier in seveda tudi koalicijski poslanci poglobili v to finančno konstrukcijo, jo zelo realno izračunali, potem ne bi danes tako, bi rekel, vztrajno in brez pomislekov zagovarjali to investicijo, češ saj v koaliciji nam želite to preprečiti. Mi v koaliciji absolutno ne želimo preprečiti pričetka gradnje drugega tira. Menimo, da je ta izgradnja nujno potrebna, vendar ne za dvojno ceno. Nikakor ne za dvojno ceno. Ponavljam, mi smo se že lani zavzeli z 2 zakonoma, v katerem smo
dali absolutno na prvo prioritetno mesto izgradnjo drugega tira in seveda tudi z spremljajočim zakonom o zagotavljanju sredstev, ker letno za infrastrukturo se namenja 500 milijonov, ampak ta zakon je bil lani zavrnjen. Če bi ta dva zakona bila lani sprejeta, bi vlada sedaj imela veliko, veliko lažje delo. Z sklicem seje odbora smo podali tudi priporočila vladi, in sicer 3 sklope priporočil. Prvo priporočilo je, da nam vlada pojasni investicijsko vrednost sedanjega projekta. To se pravi, govorimo o enem tiru. Naj nam pojasni, kakšna je vrednost tega projekta, vkolikor to ne zna pojasniti, naj počaka toliko, da bo izdelana PZI investicijska dokumentacija oziroma tehnična dokumentacija, kjer so popisi del in se da to obravnavati. To je prvo priporočilo, to se pravi pojasni investicijsko vrednost, ker se zdaj imamo takšne informacije, da pride do maksimalne razlike, pride 1 milijardo. To je nesprejemljivo. Seveda, če ob tem še samo dodam, nesprejemljivo je, bi rekel, da se nasploh vlada in politika vtika, bi rekel, v največji investicijski projekt. To bi bil, normalna pot bi bila, da je to naloga, bi rekel, stroke in tisti, ki so za to usposobljeni. Ne pa, da vlada za zakonom določi vrednost projekta. Verjamem pa, da je skrb vlade, da v investicijskem programu zapre finančno konstrukcijo. Vkolikor finančna konstrukcija ni zaprta, niti nimamo možnost nobenih prijav na evropske razpise, kar sedaj koalicija zagovarja, da je to hitenje zaradi tega, da se lahko prijavljamo na evropske razpise. To absolutno ni res. Točno vemo, koliko je še rezerve iz naše nacionalne ovojnice, kjer dopušča še prijavo oziroma pridobitev sredstev 38 milijonov, toliko še ostalo, ker so ostali projekti že v teku, toliko je še preostanka tega denarja. Je še tudi z ostalih 2 razpisov, ki naj bi bila, tako Evropska komisarka za promet, gospa Bulčeva, še obljubila, da bi naj bi šlo dodatno milijardo za vse ostale kohezijske države, ki še teh sredstev v polnosti niso izkoristile. Ampak skratka, če zaokrožim, Slovenija lahko iz evropskih sredstev pridobi maksimalno 150 milijonov. To je ocena, moja ocena, ampak mislim, da tu več kot 150 milijonov za ta projekt strani evropskih sredstev ne bomo dobili. Tako da, bi rekel, to hitenje in da ne moramo počakati na tehnično dokumentacijo je zgolj izgovor in zagovor, zakaj vlada tako hiti, da to čim prej spelje. Potem drugo naše priporočilo je, da vlada naj pojasni tudi predlog mnenja glede predloga strokovne skupine. Vemo, da je strokovna skupina podala drugo tehnično rešitev, to se pravi z dodatnim tirom ob obstoječi progi in za 4,1 kilometrskim tunelom, ki bi bila tudi celotna investicija občutno cenejša. Skratka, bi rekel, tudi take predloge z tehničnimi rešitvami je možno pretehtati, preučiti v dobrih 3 mesecih, tu ne gre za neko zavlačevanje, in seveda potem podati realno oceno, ali je res to predlog, ki je občutno cenejši in da ga je primerno vzeti resno v nadaljnjo obdelavo. Seveda potem se tudi postavlja vprašanje, ki ga je tudi minister že nakazal, da kar bi bilo smiselno, tudi sam kot strokovnjak z gradbeništva, menim, da bi absolutno bilo smiselno
tudi ta varnostno cev spremeniti za spremembo gradbenega dovoljenja v polni profil in to odpira možnost, da se zgradi dvotirna proga, to se pravi, govorimo o novi dvotirni progi. In seveda bistveno pri tem je, kakšna bo nova vrednost te investicije. To se lahko tudi dodobra oceni, kajti to je najverjetnejši scenarij za naprej in seveda tudi najbolj racionalen. Skratka, če gremo v novo progo, potem seveda je smiselno zgraditi in pripraviti tudi drugi tunel za drugi tir. In tu je vprašanje bistveno, kakšna bo ta nova varianta dvotirne proge, katero je tudi že minister nakazal za spremembo gradbenega dovoljenja. Ampak tu se zopet potem, bi rekel, odpira nadaljno, če bo vlada nadaljevala z takšnim pristopom, se zopet odpira, bi rekel, zelo na odprto, zelo na široko se dopuščajo potem možnosti novih finančnih mahinacij. In pa seveda, kot argument določitev vseh teh cen pri teh dveh priporočilih je seveda umestno tudi podati primerjavo izgradnje podobnih železniških tunelov v naših sosednjih državah, Italiji, Avstriji, Nemčiji, na Hrvaškem. Skratka, ta primerjava je med gradbenimi strokovnjaki poznana oziroma jih je možno pridobiti. Skratka, tak pristop, da vlada določa vrednost z zakonom, moram reči, da ga jaz ne poznam, pa poznam kar nekaj takšnih gradbenih projektov, predvsem v sosednji Avstriji. In seveda je to, bi rekel, unikum, ne samo v Sloveniji, ampak tudi za naše sosednje države. Tako da, tako ustanovitev družbe, kot tudi seveda sprejem takšnega zakona je nepotrebno dejanje za to investicijo. Ne posebne družbe in ne posebnega zakona v Sloveniji ne potrebujemo. Kajti s tem je s takšno postavitvijo koncesionarja dejansko 45 let nobeden, če po domače rečem, niti s prstom ne sme zažugati. Tako je koncesionar zaščiten, prav nobenih odgovornosti nima in skratka ima pa dobro zagotovilo, bi rekel, za dotok financ. Tako da to je nesprejemljivo, mi tega absolutno ne podpiramo in to je veliko zapravljanje državnega denarja. Pa še enkrat ponovim, premier Cerar mislim, da si tega ne zaveda. Kako so mu strokovnjaki, jaz bi v narekovaju rekel, finančni strokovnjaki, pripravili projekt, s katerim naj bi koalicija zrasla, v bistvu pa gre, bi rekel, za zelo dobro premišljeno finančno mahinacijo, ki bo zagotavljala finančne manipulacije za naslednjo koncesijsko obdobje, to je za 45 let po končani izgradnji. In seveda tega v opoziciji ne bomo dovolili. Hvala.